jaz sem mislila, da gremo roditi, pa bomo, ne vem, pa bom en dan, dva tam, 3, pa bova šla pa domov, ne. To je bil plan. Ke se je potem drugače zasukal, tako da sva prišla domov pravzaprav po 2 mesecih, ja. Kako pa danes živite? Imate kakšno posebno jutranjo rutino ali dnevno rutino? Recimo, kako ohranjate svoje zdravje, kako skrbite za njega, za svoje telo, dušo? Ja, v bistvu kakšne rutine nimam, no. Hodim pa pravzaprav zdaj že, ja, nič od začetka. 2-krat na teden na fizioterapijo, samoplačniško, a ne. In se pa zelo rada udeležujem tako kakšnih, ne vem, mislim, zelo rada hodim na sprehode, no. Zdaj trenutno imamo preko združenja imamo eno skupinsko vadbo tukaj v Ljubljani enkrat na teden. Plus tega, da imamo trenutno še 2-krat na teden pa eno vadbo prek Zooma, ke nas ena magistrantka za svoje zaključno delo pač vodi in bomo imeli neke take teste prej, teste pol, koliko smo se izboljšali in tako. So dragocene te izkušnje iz društev? Ja, jaz mislim, da ja, zaradi tega še posebej, kadar pride kakšen nov, ne, če se ujame z nami, pol mu lahko pravzaprav zelo veliko mislim, svetujemo, no, tako na tem medčloveški ravni, a ne. In je ena taka izkušnja, no. Je pa res, da pa se zelo malo ljudi odloči, da so naši člani, ker je zelo veliko takih, ke so lahko samo doma ali pa je pač tako huda bolezen, da grejo potem v dom, a ne, in če so zaprti med 4 stenami, pol imamo sicer mi ne bom rekla program, ampak eno skupino, ke tudi bi rada obiskovala te osebe, a ne, ke so doma, ampak se žal zelo malo ljudi odloči za to, ke so, ne vem, tako nemočni, da nimajo niti interesa, da bi komunicirali z drugimi, a ne, vsaj mi imamo tak občutek. Žal. Medtem ke tisti, ke so pa ne vem, ke so pa lahko še aktivni, a ne, med tistimi se pa lahko zelo dobro ujamemo, no. Saj, a imate vi nasploh občutek, da se ljudje po možganski kapi zaprejo vase? Ja, v bistvu in ljudje in tudi svojci, a ne, se mi zdi, da to kar malo tako ga kar dajo malo tega pač, ke ima pač možgansko kap, da ga, ne bom rekla porinejo, no, ampak tako nekako je še vedno mogoče malo stigme, no. Da če se ti je pa to zgodilo, lahko tudi si malo kognitivno drugačen, kot si bil prej, a ne, ali pa zelo veliko imajo tudi potem osebnostnih pač motenj oziroma so drugačni ali imajo pa zelo hudo afazijo, a ne, to pomeni, ali pa tudi blago, no, da težje govorijo, a ne. In vse to nekako se rezultira v tem, da ni več oseba takšna kot prej, ne, in je, ne vem, mogoče imajo tudi sami malo občutek, a ne, da niso več tako dobro sprejeti kot prej, ke so pač prijatelje izgubijo pa tako da mi smo pa tukaj zato, da smo novi prijatelji, a ne, da se lahko med sabo spet družimo in jih potegnemo med sebe, in tisti, ke se odločijo, se mi zdi, da so lahko kar zadovoljni, no.
Tako da imamo tule v klubu Ljubljana kar ene par stvari, ki so zelo dobro obiskane, ampak seveda zato je treba ne vem, hoditi okoli, hoditi okoli. Moraš biti sposoben, ne vem, iti na plavanje ali pa te en svojc pripelje na, ne vem, skupinsko fizioterapijo, ali pa kaj takega. Tako da smo zelo odvisni od drugih, ker marsikdo, ne vem, ne vozi več ali se pa težje okoli hodi, če se s taksijem pripelje, to spet je finančna obremenitev za pač proračun in tako naprej. Tako da so težave, ki jih pa skušamo rešiti, če se le da, vsaj z dobro voljo. Gibanje. Ja, zame je zaradi tega, ker pač še vedno nisem tako, kot sem bila prej, ali pa ne vem, taki, taka, kot so moje vrstnice, tako da, ja, si še vedno želim, da bi pač to ponovno pridobljeno aktivnost čim dlje ohranjala v starost, zato ker vem, da se veste, EMŠO pa te zadeve, da bom vsaj približno se počasi starala, ne prehitro. Ja. Kaj se je vam zdelo, kaj ste najbolj pogrešali v tistih trenutkih, ko ste bili nekako prikovani na posteljo, niste mogli, ne vem, samostojno niste mogli skrbeti za sebe, kaj je najtežje takrat človeku in kaj bi rekli nekomu takemu, ko zdaj mogoče podobno doživlja, da je, ne vem, mesec ali pa pol leta po kapi? A veste, ko sem bila v bolnici, ne vem, takrat je človek toliko zmatran, da niti ne more nič početi. Jaz sem v bolnici, ne vem, ležala, pa spomnim se, da sem križanke reševala, in to take zelo enostavne. Tako da sem se raje fokusirala na to, ne vem, da sem si želela, da bom lahko spet, ne vem, vstala iz postelje, da bom lahko spet šla sama iz postelje na stranišče, ne da bi me kdo pri tem pač podpiral ali kakorkoli, to so take zelo banalne želje, ampak ja. Ja, pa to, da bi, želela sem si, da bi zmogla skrbeti za otroka, da bi nobenih takih posebnih želja. Prej ste omenili, da še vedno se dogaja določena, ne vem, sram ali pa stigmo doživljajo ljudje, ki so po možganski kapi. Mogoče težje grejo iz hiše. Kaj mislite, da bi lahko kot, ne vem, posameznik in kot družba naredili, da bi bilo to lažje? Ne vem, meni se zdi vedno ne grozen, ampak tako tiste poglede, ki jih čutiš na sebi, ki se vsi za tabo obrnejo, kakšen si, ja, malo drugače hodimo ali pa se malo drugače obnašamo, ampak zaradi tega mogoče smo drugačni, ampak se imamo lahko radi tako luštno, in zaradi tega, če je skupina takih bolnikov, ki en malo šamta, en malo težje, ne vem, govori, en malo težje, ne vem, karkoli, se imamo lahko pol mi med sabo zelo fino, zato ker se bolj razumemo, ker razumemo, da mogoče nekdo
rab malo dalj časa, da kaj pove, ali pa mogoče ta drug rab malo več časa, da ne vem, da si da kapo na glavo, ta tretji rab malo več časa, da gre na avtobus, a ne, ali pa ne vem, kadar imamo pohode z gorsko reševalno službo, a ne, ke gremo na kakšen hrib, recimo Rožnik ali pa Grad, a ne. Rabimo mi za eno pot, ke je običajno, ne vem, pol ure hoda, rabimo mi 1 uro, a ne, ampak se zaradi tega noben ne sekira. Vemo, da bomo prišli do konca, vzamemo si malo več časa, pa nam je ravno tako luštno, a ne, se lahko ravno tako hecamo med sabo, se hecamo tudi iz kapi, če je treba. Tako da, ja. Ne obupati, a ne. Ravno tako smo ljudje, ke vsi ostali, a ne, in je treba nas pač vzeti take oziroma take, kot smo postali, in smo malo smo se spremenili po kapi, ampak ravno tako smo ljudje. To je bila ena taka lepa zaključna misel, ker sem vas tudi želela vprašati, kaj je tisto, kar bi nagovorili pa bližnje, a ne, ki živijo s človekom po kapi, ampak zdaj ste to že tako lepo povedali, da ne vem, če je temu še kaj sploh za dodati. Veliko. Ja. Ne, ja, predvsem to, no, da nas naj vzamejo kot ljudi, a ne, in naj nam tudi pustijo malo več časa za naša dejanja, a ne. Če se nekdo, ne vem, malo dalj časa obleče, se mi zdi prav, da se samo obleče, ne da ga nekdo drug, a ne. Ker s tem pridobi neke svoje veščine in nekaj, ta prvič se bo mogoče, ne vem, bo pol ure gumbe zapenjal, čez pol leta jih bo pa samo še 5 minut, a ne. Ampak imamo čas, da se naučimo, no. Predvsem pa bi tudi bolnikom rekla, da se ne smejo nikoli vdati, a ne, da morajo, da naj imajo skozi voljo in to, da tudi svojcem, a ne, da v bistvu dovolijo bolniku, da samo dela in da ga pri tem spodbujajo, a ne. To, ja. Ja, najlepša hvala, Lara Slivnik. Ja, ni za kaj. Hvala za povabilo.